Dobro jutro naši novi gosti danes v tem studiu in sicer je z nami vodja kabineta mariborskega župana, gospa Iva Lozina. Dobro jutro. Dobro jutro za Dobro jutro. Kot smo že napovedali, danes se začne in bo vse do nedelje kulturni vikend Cool Maribor. Najprej cool ime. Čestitke za to in ogromnih dogodkov bo v počastitev našega kulturnega praznika, ampak čisto konkretno oziroma kateri so tisti glavni poudarki, kaj čaka občanke in občane in vse naše goste. Tako je, res je pred nami cool vikend. Kot je običaj, zdaj že nekaj let za 8. februar naše javni zavodi v kulturi odprejo svoja vrata brezplačno, ampak mi smo rekli, gledaj, to je letos na nedeljo, kaj pa če bi mi to naredili že v soboto, ljudem ponudili, da v bistvu cel vikend uživajo kulturo brezplačno. Zelo dobra ideja, lahko razširimo kdaj na kaki mesec, ne vem, če se bojo vsi direktori strinjali, ne. Ampak dobro, glej. Glede na to, da je čisto blizu vas v nastajanju Rotovž mestna hiša kulture, ni nemogoče, da bomo prav kmalu, morda že konec tega leta, imeli tudi mesec kulture. No, the best. Ja. In če boste rabili vsebine, se veš, ne, je tu ena skupina kreativcev, ki pač na lastno odgovornost lahko zaupate. Ampak čisto res, kaj nas čaka v Cool Maribor oziroma kulturnem vikendu Cool Maribor? V tem vikendu nas čaka res veliko kulturnega dogajanja za vse starostne skupine, od tistih najmlajših bodo pripravljene delavnice in v soboto in v nedeljo. Danes je v Lutkovnem gledališču premiera nove predstave. Jutri nas čaka prav posebno druženje v hiši najstarejše trte, kjer bomo tako kot znamo ob vinu uživati, dodali še tudi branje poezije. Čez vikend nas čaka veliko vodenj, čaka nas tudi nekaj predstav, ki so že bile prej na programu, te so plačljive, vse ostalo dogajanje, vse vodenja, vse ture so pa popolnoma brezplačne za vse obiskovalce, prav tako so brezplačni tudi vstopi v muzeje in galerije. Čisto vse, kaj si hecni. In vse informacije jasno da na visitmaribor.si. Tako, vse informacije so na visitmaribor.si, ampak mi pravimo, pridite v mesto, se sprehodite in zagotovo boste nekaj našli, kar vam bo všeč. Definitivno. In tako bo Maribor ta vikend še bolj barvit, ker vreme nekaj ne bo igralo zraven, ne? Vreme nekaj ne bo prinašalo sreče ta vikend, ampak to pomeni, da tudi najbolj za smučanje ni, kar pa je idealna rešitev, da potem se odpravite po muzejih in galerijah. Ja, in kdaj smo nazadnje bili, zdaj bom tu vprašal po tem studiu, kdaj smo nazadnje bili recimo v muzeju NOB, ali pa ne službeno. Kaj to? Ne službeno. Ali pa v pokrajinskem muzeju. Ja, predolgo, ne? Če sem službeno, pol nisem imel nekaj časa. Ampak službeno se tudi marsikaj novega naučiš. Seveda. No, to pravim, in ta vikend je to izjemna priložnost. Izjemna priložnost, da se udeležite res različnih vodenj, lahko se udeležite vodenj, lahko greste sami raziskovati. Delavnic je veliko tako za otroke, kot tudi za tiste malo starejše. Lahko tudi vprašam, kdaj ste mogoče bili v Lutkovnem muzeju? Ali ste že sploh bili v Lutkovnem muzeju? Jaz sem bil enkrat. Na zadnje, ko sem bil tam, pa ni bila lutkovna predstava, ker sem en dokumentarni film gledal. Ampak, ja, pa še mimo se, res doskrat. Mi smo tiho zreken. Vidva? V Lutkovnem gledališču sem bil, ampak v muzeju pa še nisem bil res. Vidiš, odlična priložnost ta vikend. Ja, čeprav jaz sem se bolj našel v tistem branju poezije, ne? Seveda se. Ne, branju poezije. Ja, par kolen nazaj je nezakonsko doktor Prešern zgleda, ne? Ja. Je naredil in je se v tebi nabralo. Res? Lepo. No, ampak Eva, res najlepša hvala za obisk danes, za te informacije in za to, da seveda skrbite, da je kultura, pa čeprav na tak način ob kulturnem prazniku tudi širše in brezplačno dosegljiva vsem nam. Hvala.